Torej, na video povezavi prijazno pozdravljam doktorico Tino Bregant. Govoriva tokrat o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o učinkih tega zakona, o posledicah tega zakona. Najprej, doktorica Bregantova, eno vprašanje, kako zelo je bila upoštevana oziroma neupoštevana zdravniška stroka v postopku sprejemanja tega zakona? Slišimo, da pravzaprav zelo malo ali pa nič. Ja, pozdravljeni, najlepša hvala najprej za vabilo. Zdaj ljudje velikokrat ne vedo, da pravzaprav na tem referendumu ne bomo mi odločali o tem, da bi ljudje mirno umrli. Mi bomo odločali o tem, ali zakon, ki so ga sprejeli konec julija letos v parlamentu, bo dejansko začel veljati, stopil v veljavo 1. januarja 2026. Pri čemer velja ljudi opozoriti, da zakonodajalec ni upošteval zdravniških mnenj. Prvič so pravzaprav zdravniške organizacije zares poenotene v tem, da nasprotujejo zakonu. In ker niso bile upoštevane te pripombe, pa tudi ne pripombe recimo zakonodajalnih organov, tudi zakonodajna služba je imela številne pripombe, ki niso bile upoštevane, pa je žal nastal zakon, ki ne rešuje tega, kar si ljudje predstavljajo. To se pravi, da bodo oni s pomočjo tega zakona, če bodo trpeli, lažje umrli, pač pa gre za zakon, ki ni upošteval zdravniških priporočil oziroma zdravniških pripomb, pri čemer gre za zakon, ki ne krepi paliativne dolgotrajne oskrbe. Gre za zakon, ki uzakonja laž, ker mora zdravnik kot vzrok smrti navesti ne evtanazijo, ampak nek drug vzrok. Na ta način seveda omogoča sorodnikom, da pridejo do povračil iz strani zavarovalnice, če so slučajno sorodnika zavarovali za tisto bolezen, za katero bo sedaj se zdravnik moral zlagati, zaradi katere naj bi človek umrl, kar seveda postavlja svojevrstno polje zlorab. In seveda v tem zakonu naj ljudje nikar ne mislijo, da bodo pojedli tableto in mirno zaspali in v pol ure umrli. In ker se predlagatelji tega zakona tega celo zavedajo, so zapisali, da morata zdravnik in medicinska sestra ostati do konca, ker vemo tudi iz poročil v tujini, da ta umiranja lahko trajajo več ur, oziroma lahko so tudi izjemno boleča. Opisani so celo primeri, ko je praktično skoraj 3 dni nekdo umiral v bolečinah, se dušil. Tako da zelo, zelo slabo pripravljen zakon, ki tudi spreminja, načenja družbeno pogodbo med pacientom in zdravstvenim osebjem, kjer smo do nedavnega zdravniki in medicinske sestre bili skrbniki življenja, lajšali trpljenje, sedaj bomo pa s tem zakonom zakonsko postali rablji. Da, lahko bomo uveljavljali ugovor vesti, vendar, če bomo to storili, je v zakonu predpisano, bomo sami morali najti drugega kolega, ki bo to storil namesto nas. Skratka, na ta način se zapre krog, kdo je kriv pri usmrtitvi, ko pravzaprav se ta usmrtitev preloži na zdravstvene delavce, kar spreminja družbeno pogodbo. Zdravniki ste pravzaprav enoglasno, mogoče se najde vmes kakšen, ki bo to, vi niste, vi verjetno ne boste za to, da bi to dejanje naredili, boste pa potem iskali koga drugega med recimo 1000 zdravniki, si izmišljujem številko, ali pa med 10 000 zdravniki, je dovolj, če je eden pripravljen početi te stvari? To je pravzaprav zakon, ki po eni strani iz zdravništva dela s kvote smrti,
zdravstvenega osebja, tudi medicinske sestre bodo zraven, tako je tudi zapisano v zakonu. Imate pa prav, da če se bo našel eden izmed zdravnikov, ki bo to počel, bo to potem izvajal, ja. Velikokrat slišimo take visoko leteče besede, da ta zakon nikomur nič ne jemlje. Ja, ta zakon jemlje. Ta zakon jemlje zdravniku in medicinski sestri poslanstvo skrbnika življenja, lajšanja trpljenja in mu nalaga novo dolžnost postati rabelj. In to je sprememba te družbene pogodbe. Tako da ta zakon veliko jemlje naši družbi, kjer kar naenkrat ni ultimativna skrb za najranljivejšega, pač pa se mu ponudi usmrtitev. Zdaj, v zakonu nekako oziroma v teh razlagah smo tudi slišali termin neznosne bolečine in bolnik se pa mora po drugi strani pri polni zavesti odločiti za to dejanje oziroma za to, da se bo odločil za ta korak. Kako gresta skupaj ta neznosna bolečina na eni strani in polna zavest? To pravzaprav je izključujoče. Ja, to vam samo to pove, da ta zakon ne bo prišel v poštev za primere, ko si recimo utrpel težko možgansko poškodbo v prometni nesreči in si ostal v vegetativnem stanju na aparatih, ker se ne boš mogel odločiti za to, da se tvoje življenje prekine. Pomeni, da gre za ljudi, kot so tudi recimo stari 30 let, ki neznosno trpijo. Jaz ne poznam nobenega samomorilca pravzaprav, ki ne bi neizmerno trpel, nenazadnje zato, ker je trpel, se je odločil tudi za samomor. Pa me zanima, kdo od nas bi takemu človeku nataknil zanko za vrat. Jaz ne. In verjamem, da marsikdo drug tudi ne, ker je potrebno prej narediti vse, da se to trpljenje olajša. In trpljenje tudi tukaj vemo, da trpljenje ni samo fizično, trpljenje je tudi duševno, zahteva celostno obravnavo in trpljenja ne rešujemo z usmrtitvijo. Zdravniška stroka je pri nas, v svetu verjetno še toliko bolj, pa tudi pri nas, dorasla paliativni oskrbi, skrbi človeku v zadnjih izdihljajih življenja, obdobju življenja, ko trpi recimo. Ja, medicina je dejansko napredovala in je absurdno, da ravno v času največjega napredka medicine, tako na področju medicinskih tehnologij kot zdravil in zdravljenja, se pravzaprav srečujemo z tem zakonom, ki pa predčasno skrajša življenje. Tako da je to en svojevrsten paradoks. Zakaj je do tega prišlo, težko komentiram, ker sama bi pričakovala, da je prej obratno, Zdaj medicina zmore lajšati bolečino. Bolečina je tudi vitalni znak, tako da v tem smo res napredovali, ne samo, da prepoznavamo bolečino, ampak da jo znamo tudi lajšati. Kar se pa tiče trpljenja, trpljenje je pa ta celosten tudi, to ni samo fizično, trpljenje je dejansko tudi duševno. Mi vemo, da lahko v bistvu trpimo izjemno, čeprav našemu telesu zelo prav nič ne manjka, pa je vendarle ta občutek trpljenja zelo prisoten. In trpljenje, zlasti to duševno, to pa vemo, ljudje tudi povedo, ali pa sami so to občutili, da najbolj lajša trpljenje pa bližina človeškega bitja, bližina človeka resnično zdravi. Ni vse v medicini prav ta povezanost, prijatelji, družina,
s katerimi se pogovarjamo, s katerimi izmenjujemo mnenja. Vemo, da se marsikaj da rešiti z tem. Zdaj, pomanjkanje smisla je tudi lahko izjemno boleče in tega pomanjkanja smisla pa dejansko ne zdravi nobena medicina, ampak da bomo pa zaradi pomanjkanja smisla pa ljudi usmrčevali, to se mi zdi pa tako skrajno, ne samo perfidno, ampak to se mi zdi pa res tako nesprejemljivo, no? Da me sploh čudi, da je nekdo prišel na takšno idejo. Zdaj pač ljudje se morajo zavedati, da tukaj gre za zakon, ne? Tukaj ne gre več za to, kako bodo oni umrli, da bodo pojedli tabletko in mirno zaspali. Tukaj gre za zakonodajni birokratski postopek, v katerem je tako, kot ste vi prej opisala, ne, pač to so tudi členi noter v zakonu, ne, se mogoče lahko pol prebereva kakšnega od teh členov, ki je zelo birokratsko opisan. Eden od mojih kolegov, družinski zdravnik, mi je poslal izračun, koliko časa bo potreboval on v ambulanti, da bo uredil vso dokumentacijo, da bo vse pripravil, se pogovoril z pacientom in si je izračunal, da to pravzaprav zahteva 3 delovne dni. Zdaj, nekdo, ki je zelo bolana, ne, je ta zadnja stvar, ki si jo želiš, da letaš ne samo od zdravnika do zdravnika, pač pa tudi do te komisije, sestavljene iz 3, ne, ker gre za birokratski, zakonodajno predpisan postopek. In če si ti resnično, recimo, bolana, ne, da bi se to navezovalo recimo na neko težko potekajočo rakavo obolenje z bolečinami, da resnično takrat tudi imaš fizično takšne težave, potem tega postopka pravzaprav ne boš zmogel, ne. Tudi če bodo te ljudi prišli do tebe domov. Ljudje morda premalo poznajo, kako izgleda prepoznava bolezni, diagnostika, zdravljenje in potem tudi res to končno umiranje. Sama vem, sem bila kar pri nekaj ljudeh tudi, ki so umrli. Ob tem moram reči, da pri nikomer nisem aktivno pomagala pri umiranju in tudi ne bom, tudi v bodoče ne bom. Pri vsakemu sem se trudila lajšati bolečine in to relativno uspešno. Ne bom rekla, da znamo odvzeti ravno vse bolečine in še nekaj, pri vsaki smrti, kjer sem bila zraven, tudi če je bila mirna smrt, je težko tebi kot priči opazovati te zadnje dihe življenja. To je težko, je pa po drugi strani to izjemno privilegirano. To je mirna smrt, ni pa nobena smrt enostavna. Gre za nepovraten dogodek, napolnjen z čustvi. Ljudje si želijo, bolj ko se bliža ura smrti, bolj si želijo še majčkeno podaljšati. Veste, ker na koncu, ko pogledaš v svoje življenje, je bilo marsikaj lepega. Življenje je lepo, je vredno življenja. In za trenutek podržati ob sebi še tiste, ki jih imaš rad, to je nekaj najbolj normalnega. Tako da to v tem zakonu, mislim, da temu ne bo tako. Morajo ljudje tudi vedeti, a ne, predčasno končanje življenja kot smrtna kazen v Sloveniji nimamo niti za najhujše zločince. In zdaj jo bomo omogočili svojim najdražjim. Mislim, to je meni neizmerno sprevrženo in tega ne morem razumeti. In ko berem zakon, ki ima noter celo elemente, kjer se predpisuje laž, kjer se legalizira umor, uboj,
in kjer se to zapakira v neke birokratske postopke, zelo podobne tistim izmed let 1939 do 1942, zloglasnega nacističnega programa, kjer je ravno tako komisija tričlanska presodila o tem, kdo tako trpi, da ga je potrebno ubiti. Mislim, da je tukaj preveč stvari, ki kažejo, da je ta zakon slabo zapisan. To ni samo moje osebno mnenje, to je mnenje vseh zdravniških organizacij, to je mnenje tudi zakonodajne službe in to je vzrok, zakaj je potrebno ta zakon zavrniti. Verjamem pa, da smo ljudje, ne samo jaz, tudi ostali, zelo presenečeni, da pravzaprav so v parlamentu ta zakon potrdili in da vlada resnično ni upoštevala pripomb, da je šla kot tank čez vse, kar je pa še dodaten alarm, da ta zakon dejansko ne sme iti skozi, ker ni bil sprejet v konsenzu z tistimi, ki jim je bila naložena naloga postati rabi. Zdaj, recimo starejši ljudje, tisti tudi verujoči, tudi med temi, prej ste omenili pomanjkanje volje za smislom, torej takim ljudem bi mogoče veljalo priporočiti branje Viktorja Frankla, kakšne njegove knjige, pa bi mogoče si lahko osmislili življenje, ampak vendarle želim vprašati, starejši ljudje, tudi verujoči, radi poudarijo, sem v napoto svojim mlajšim ljudem, ne želim, da se ukvarjajo z mano, da se ukvarjajo z mojo bolečino, zato bi se rad umaknil. Kako na kakšne načine takim ljudem odgovarjate? Nedolgo nazaj je umrl moj oče in on se je odločil, da nas bo obremenil za tem, da želi biti do konca doma. In hvala Bogu in hvaležni smo, da se je tako odločil, ni bilo enostavno. Ampak ko nekdo to naredi in ko sprejmeš to, gre za poslavljanje, gre za zaključevanje neke življenjske zgodbe, gre za razreševanje, odpuščanje. Veste, nabere se skozi življenje čisto pri vsakem vse sorte. In čeprav ni enostavno, ljudje na stara leta ali pa ob taki bolezni pa je potrebno od menjave plenic, katetra, nege, čiščenja. Vendar po drugi strani je to en tak res blagoslov, da se lahko posloviš, da lahko vrneš nekaj tistega, kar si dobil. Verjetno, ne, kot otrok. Res je sicer, da gre to velikokrat, saj tukaj ni olepšav, velikokrat gre to na račun žensk v družini, žene, ki neguje, ali pa otrok, ki pomagajo pri tem, ampak po drugi strani pa to omogoča, da se družina poveže, da se dejansko eno življenje sklene. Zakaj imajo ljudje občutek, da nočejo biti v napoto? Določena bremena, pa ne bom rekla, da so sladka, ampak že pri malih otrocih z veseljem jih nosimo štup po ramo, zakaj ne bi del te ljubezni namenili tudi starejšim? In če imamo kot družba težavo, da družba zahteva, da smo večno mladi in da smo, dokler smo koristni družbi, dokler hodimo na šiht, dokler prispevamo v družbo, smo dragoceni, potem smo pa v napoto. Veste, to
ko se pa to uzakoni, ne ko se mi pogovarjamo tako pogovorno, sem vam v napoto, imate toliko dela sami s sabo, ampak ko se pa to uzakoni, se pa spremeni družbena pogodba. In že tako ali tako smo vsi priča temu hlastanju, mladi, večno lepi, skozi naj bi delali, delovna doba se podaljšuje, družba hoče od nas vedno več, prispevaj, če ne prispevaš, nisi dragocen. In tukaj mislim, da moramo pa tudi kot družba povedati, da niso vse stvari merljive v denarju. Sploh tiste stvari, ki največ štejejo v življenju, se jih ne da izmeriti. Pri čemer opozarjam, predlagatelji zakona so izračunali, tako so tudi zapisali v obrazložitev zakona, finančne posledice reševanja pokojninske in zdravstvene blagajne na račun starejših, ki te blagajne ne bodo več obremenjevali. Oprostite, ko to prebereš, moraš reči, da ta zakon ne rešuje, ni prav v ničemer naklonjen, ne starejšim, ne ljudem v bolečinah, ampak je to perfidno zapisan zakon, kjer si bo opomogla zdravstvena zavarovalnica, sicer bo plačala zavarovalnino, če boste vi svojega sorodnika zavarovali, in si lahko kar predstavljamo scenarij. Mama, 90 let stara, že 10 let pravzaprav hodi naokoli z hodulico, sicer še vedno rada živi, ko je sončen dan, se razveseli, ko je bolj toplo, lažje vstane, jo manj bolijo kosti in se lažje razgiba, ampak sedaj v zadnjih 5 letih potrebuje dodatno nego, potrebuje tudi plenice, njeni sorodniki hodijo v službo, občasno jo pride pogledat vnukinja. In seveda se ji kdaj postavi vprašanje, saj sem vam res vsem v napoto, nikoli nimate časa, ko vas kliče ob 10 dopoldne in vnukinja reče, ne moram zdaj govoriti, sem v službi, ko kliče ob 16, hči pobira vnučko ali pa vnuka, nimam časa zdaj, ravno letim iz službe domov, joj, sem vam pa res v napoto, In zdaj, v bistvu pri 90 sem pa res mogoče že dovolj stara, da zapustim ta svet, saj sem imela lepo življenje, za povrh vsega vnukinja bi si želela kupiti novo stanovanje, zmanjka ji 30 000 evrov in glej ga šmenta, ravno toliko dobi vnukinja za zavarovalnino, če mene zdravnica umakne skupaj z medicinsko sestro. Vnukinja, nimam časa, da te previjam, da te hodim vsak dan pogledat, joj, mogoče pa res veš kaj, babica, saj si pa res lepo živela, pa še hvaležna ti bom, ker bom si lahko kupila stanovanje. Halo? A si lahko to predstavljamo? Ker to sledi iz tega zakona, veste, ta zakon točno to omogoča. Ne pravim, da bodo vnukinje in babice tako funkcionirale, ampak možno pa je. Zakon je tako zapisan. In lahko bo prišlo do Prilika delate tu, mrtva babica, živ kapital, živa babica, mrtev kapital, Grdo, zelo grdo rečeno, ampak zelo grdo rečeno, pri čemer pozabljamo na vse tisto, kar so imele tudi starodavne kulture. A veste, kdaj smo mi postali kultura? Takrat, ko smo znali poskrbeti za najšibkejše. Tako za naše otročke, kot za invalide. Ko smo zacelili prvo kost. Margaret Mead pravi, da se je takrat začelo človeštvo. Ko smo našli prvo kost, ki se je zacelila, ko so zraven privezali verjetno palčko in je ta človek preživel, niso ga prepustili divjim zverem. A je trpel, a ga je bolelo, a je celotna skupnost ga morala nekam nesti, ga oskrbeti, so bili zaradi tega počasnejši, so bili lažje žrtev tudi zveri, toliko 10 000 let nazaj, in vendar so poskrbeli za tega človeka. In danes v dobi izobilja bomo šli
več 10.000 let nazaj, to je zame nesprejemljivo. To je konec družbe, kot jo poznamo. Pravzaprav ste že vse povedali, zakaj je treba zavrniti zakon, ampak vendarle mogoče v 2-3 stavkih, z argumentom, zakaj naj ljudje tega zakona ne podprejo oziroma ne bodo proti. Zelo preprosto je. Zato, ker ta zakon ne rešuje trpljenja, ta samo utiša glas trpečih in utiša ga zavedno, z odobritvijo komisije. In zato bom tudi sama glasovala proti temu zakonu, zato ker želim na ta način glasovati za življenje, za sočutje, za človečnost. In si želim najprej zakona o paliativni oskrbi in si želim živeti, ne umreti po diktatu. Življenje ni a la carte. In sama verjamem v življenje, v sočutje, delam tudi z trpečimi, včasih tudi z zelo hudo bolnimi in vem, da je življenje vrednota. Doktorica Bregant, prav lepa hvala za vse povedano. Mislim, da je zdaj odločitev vseh nas, odgovornih državljanov, popolnoma jasna. Hvala lepa. Tako da se zahvaljujem, da smo imeli možnost o tem malo poklepetati in upam, da bodo ljudje slišali, morda tudi sami pogledali kaj v Uradnem listu, je to objavljen, ta zakon, tako da si ga lahko sami preberejo in se odločijo na podlagi tega, kako bodo glasovali. Upam pa, da smo uspeli osvetliti te glavne dileme, zaradi katerih je ta zakon potrebno zavrniti.